Kostja Polc ne pozdravljam na Portugalsko, ampak lahko rečem dobrodošli v Sloveniji, v Kranjski Gori s pogledom na Prisank in na Razor, spet doma po 8 letih. Tako je, super je, najlepša hvala. Kaj vidite, ko se po 8 letih vračate v Slovenijo? Prva stvar, kar res opazim, mogoče se bo to tukaj Slovencem zdaj smešno, ampak vse je zelo zeleno. To me tako res fascinira. Kamorkoli pridem, ali v glavno mesto Ljubljano, ali tukaj na Gorenjsko, ali Posočje, pač ta zelena je toliko intenzivna, pač super se oči. Barve, ki jih sicer običajno videvate na Portugalskem, pa so? Tako bolj okar rumena, pač pesek, tam imamo peska, predvsej, pa pač morje, modra oziroma ocean, včasih zna biti tudi sivo-zelen. Zdaj, ko ste v Kranjski Gori, a kaj teže zaspite oziroma težko zaspite, ker ne slišite bučanja valov? Čisto po pravici povedano, na začetku bilo kar vroče, tako da v Ljubljani sem malo težko zaspal. Pač mi imamo tam ob obali v bistvu 24 stopinj, več ali manj celo poletje, ker ne živimo v notranjosti Portugalske, ker je tudi zelo vroče. Kar predvsem opazim tukaj je ta jutranja energija, ta sonce se zelo opre nekako, skozi oken v spalnico in ful je lažje vstati v Sloveniji. Medtem, ko na Portugalskem so ta jutra malo bolj zaspana, je pa pol ta intenziteta sonca v bistvu popoldan veliko bolj intenzivna in so te zahodi potem zelo taki fascinantni. Tako da bi rekel, Slovenci v bistvu stanejo prej, so zelo aktivni, že takoj zjutraj, medtem ko Portugalci so bolj zaspani in začnejo potem pač bolj ta nightlife oziroma zaživijo bolj proti popodnevu, večeru. In pač kot sem rekel, te sončni zahodi so tam res nekaj posebenega, sploh ko se sonce potopi v ocean. In tako da ta razlika je zelo zanimiva, to se res vidi. Nimate pa težav s spanjem, ker bi pogrešali zvok morja? Ne, to ne. V bistvu za 14 dni bom to preživel. Na Portugalsko ste se prvič odpravili pred 20 leti kot študent s partnerko na izmenjavo. Deskanje na valovih je vaša strast. Tu ste pa po študiju vendarle tudi že začeli kariero. Bili ste finančni analitik, a vendarle kaj pogrešate tudi kakšne vidike tega posla finančnega analitika? Niti ne. Ta finančen del nekako uporabljamo svojemu poslu, ne pa v taki meri, kot bi to pač uporabljal v investment bankingu oziroma v banki. Ne, sem kar zelo taka divja duša, moram biti zunaj v naravi, tako da ne, ta obdobje za monitorji v zaprtih prostorih, to definitivno to ni zame. Ta svet ste zapustili, vzpostavili ste šolo surfanja. Kako je bilo, ko ste začeli? Čas vendarle obrusi, kakšne spomine, tudi tiste morda manj prijetne. Kako težko zahtevno je bilo se navaditi na novo kulturo, vzpostaviti nov krog znancev, prijateljev in postaviti posel na noge? Malo lažje mi je bilo vseeno zaradi tega, ker sem prišel na Erasmus izmenjavo par let prej, tako da sem imel par zelo dobrih prijateljev, z enim prijateljem tudi trenutno poslovno sodelujem, tako da definitivno mi bo za tega lažje. Zdaj, ko gledam nazaj, nisem izdelal zelo težko. Nekako sem šel za srcem, tako kot se reče. Res mi je bila ta surfanje in ta ocean mi je bila neka izjemna strast. Želel sem ta življenje za sebe, tako da potem so se stvari kar sestavljale. Relativno dobro sem poznal portugalsko obalo od Nazareja do samega juga, tako da v bistvu tukaj zdaj, ker imamo bazo blizu Peniša, lahko rečem, da je to najboljše mesto oziroma najboljše območje za surfati v Evropi, definitivno. Najdla sva hišo s punco, v kateri smo začeli v bistvu surf camp oziroma guest house za šolo surfanja, ta sistem počitnic. Pa so se pa naprej stvari naravno odvijale in pač lepa spominjam na to, ne bi rekel, da je bilo zelo težko. Ko rečete to življenje, ta slog, kaj točno mislite s tem? Predvsem mislim na svobodo, ker recimo, če ti čutiš, da si svoboden, ti tudi, če imaš po 12 ur za delati ali pa 14, če imaš 14-urni delovnik, ti ni težko.
normalno, pač ne mislim, da to zdaj vsak dan celo leto, ampak ta občutek svobode je tisto, kar nekako najbolj privlači pri tem življenju oziroma življenjskemu stilu na Portugalskem ob obali. Pač lahko učim surfati cel dneve, vedno bom z nasmehom na obrazu. Vzuni sem, valovi bučijo, na soncu sem. To se mi zdi, da rabim in to me usrečuje. Ko posedate ob večerih, naprimer v družbi in se pogovarjate, pripovedujete zgodbe, kakšne surferske zgodbe vi delite? Večinoma gostje sprašujejo, kako se je sama situacija začela, surf šolo, koliko časa že surfam in v bistvu so nekako zelo fascinirani na to življenjsko zgodbo, ko vejo, da v bistvu nisem dejansko iz tam, da nisem lokalca, ne? In so zelo navdušeni, ne? Ker predvsem z leti ugotavljam, da zelo veliko ljudi ima neke te želje da bi realizirali neke sanje, ali je to selitev v tujino, ali je to neka karijera iz nečesa, kar si dejansko želijo, pa si mogoče ne upajo. In lahko rečem, da sem kar pozitivno vplival na kar veliko število gostov v smislu, da ali so se preselili bliže morja, ali so spremenili življenjski stil v smislu, da so začeli bolj zdravo živeti, bolj aktivno, ali pa da so mogoče pustili službo, pa da so odločili in zbrali pogum, da bojo sledili svojim sanjam in začeli neko novo kariero, naprimer. Kaj ugotavljate skozi pogovore, je največkrat glavna ovira, zavora? Nek strah, ker dostikrat ljudje sploh ne vemo, kaj je. Ko ste vi šli, najverjetneje nek strah je bil prisoten. Kaj vam je takrat pomagalo, da ste ga, mogoče premagali? Ali pa saj, če že ne strahu, pa neke pomisleke, dvome? Podpora partnerke? Točno to, podpora partnerke. Ona je rekla, nikoli ne bom pozabil, je rekla, lej, vedno lahko prideva nazaj. In pač to je to. Vedno lahko prideš nazaj, če se stvari ne bi šle, ampak želja je bila toliko močna. Če res čutiš to strast, pol veš, da si na pravi poti. Ampak definitivno, fajn je imeti ljudi ob sebi, ki te nekako bodrijo, ki te spodbujajo. Pač to je super. Ne rabiš veliko, rabiš eno osebo, to je dovolj. Vedno se lahko vrnete, vi ste ostali na Portugalskem, vračate se pa v Slovenijo, res da bolj poredko. Po 8 letih ste zdaj nazaj v Kranjski Gori, kjer živi vaša mama. 70 km približno iz Lizbone živite. Kako se imenuje, mi lahko pomagate z izgovorjavo? Vas se imenuje Praia da Areia Branca. Domnevam, da v zadnjih 15 letih, odkar ste tam, da se je marsikaj spremenilo. Kako? Kar se je spremenilo, je veliko, bolj je zaživela ta vasica. Veliko ljudi in sploh pa tujcev in pa, bi rekel, tudi Lizbončanov se je preselilo na ta West Coast oziroma na zahodno obalo. V bistvu od COVID-a naprej se je začel ta boom. Veliko več tujcev je začeli prihajati na Portugalsko. Ljudje, Portugalci so se začeli izseljevati iz mest, predvsem iz Lizbone in Porta. Tako da v bistvu te manjše vasice in manjše mesta so zelo zaživela, kar je super v bistvu, da ta mesta zaživijo tudi po zimi, ne samo v turističnih sezonah, kar je poleti. Kako se je po tem času, kar ste tam, spremenila surferska kultura, če se je? Ja, zanimivo. Surfanje je doživelo zelo velik boom, veliko več turistov in ne samo turistov, tudi dejansko tujcev, ki so se preselili na Portugalsko, tako kot jaz, z namenom, da lahko surfajo vsak dan. Tako da gužva v vodi je definitivno večja, to se sploh vidi po zimi, ne? Te hardcore lokalci, ki so bili 20-25 let nazaj, ker surfanje je zelo lokaliziran šport, ne? Vsak, ki je gledal tale film Point Break, pač je ena situacija tam, ki je ta Keanu Reeves šel surfati na en val, kjer v bistvu je bilo 5 lokalcev in niso bili glih navdušeni, da je on tam lovil valove med njimi. Ne? In to je dober ris. Ja, to je kar nekako so dobro prikazali, no? Ker pač danes ne več toliko, ampak 15-20 let nazaj je bilo pa več tudi agresije. Ne? Manj ljudi je bilo, vsi so se poznali med sabo, tisti, ki so surfali pač določen val, ne? In če si prišel od ozuni, so te nadalječ videli, da ti nisi tam in
in je takoj lahko problema. Ne. Da se vrnem za vprašanju, več je ljudi v vodi, tako da ti lokalci so se tudi mogli nekako prilagoditi. Ne. So določeni valovi tam v naši regiji, ki turisti res niso zaželeni, ampak teh valov je malo. Večinoma so se pač lokalci mogli sprijazniti, da je pač veliko ljudi in veliko od teh tudi so odprli biznise, ki so vezani na turizem, ne, tako da so se tudi na nek način okoristili. Ne. Ampak ja, ni toliko te agresije v vodi, ni toliko te dominance strani parih ljudi, ki bi dominirali vala. Ne. Za dolgoživost, kaj je bolj pomembno, odsotnost stresa ali uravnotežena, izbrana kakovostna prehrana? Odsotnost stresa, definitivno. Bom povedal eno zgodbico. Pač, ko sem bil mlajši, sem bil bolj v teh finančnih vodah, oziroma te stvari so me zanimale, sem veliko stvari prebral od Warren Buffetta, pač je to eden najboljših investitorjev vseh časov. On vsak dan popije ta cherry coke, ne. In pa mislim, da poje tudi hamburger, ne vem, a gre zdaj v McDonald's, ne. Ampak on je tako zelo zadovoljen s tem, normalno s tem življenjskim stilom, ki ga ima. Pa ne zdaj zaradi denarja, ne, ampak pač on bi po moje to delal ne glede na denar. Ne. To se mi zdi, da če si ti v takem stanju, da pač živiš te svoje sanje, da čutiš to svobodo, da si izpolnjen, da ti pa tudi Coca-Cola pa hamburger ne škodita toliko. Ne, da bi zdaj spodbujal tak način prehranjevanja, daleč od tega, ampak pač sam, zakaj, to zgodbico sem povedal, zato da temeljim v bistvu odgovor. Ja. Kostja Polc, hvala za čas, za druženje v Kranjski Gori, prijeten preostanek, no, bivanja oziroma dopustovanja, počitka tudi tule spet doma po 8 letih, ko se vrnete, pa nadaljevanje čim manj stresno kot doslej. Hvala ti, hvala za to priložnost, za ta intervju. Super plat sva to zbrala, kle objasni, čudovito, tako da ja, hvala tebi.